Za inovativen in trajnosten preboj na trgu je potrebno uporabnike izobraževati, so prepričani v podjetju Helios T+, zato ob najsodobnejši tehnologiji in nenehnem vlaganju v razvojni oddelek, ki velja za enega boljših s področja industrije barv in premazov v Evropi, svojim uporabnikom ponujajo tudi testni center, kjer lahko preizkusijo vse njihove izdelke. V ospredju je segment avtoreparaturnih premazov, eden največjih in strateško najpomembnejših področij podjetja, pa tudi lastniške skupine Kansai Helios. Čeprav pred obiskom ne vemo povsem točno, kaj lahko pričakujemo, postane hitro jasno, da testni center avtoreparaturnih premazov ni zgolj ličarska delavnica, ampak je hkrati tudi razstavni prostor in mešalnica barv. Uporabniška izkušnja na prvem mestu torej. V Količevem pri Domžalah se v testnem centru srečamo tudi z direktorjem podjetja Helios T+, dr. Petrom Venturinijem. Svet se hitro spreminja, so zahteve kupcev po materialih, da so boljši, zdaj pa zelo velik, pa tudi pritisk in vizavi zakonodaje in kupcev, da gre to tudi na okolju prijazne bolj. Razvoj imamo mi tudi odlično opremljeno. Spet je potrebno, naša branža se v tem smislu zelo spremenila od tega, da je bilo včasih, da je veliko let nazaj, pa tradicionalno je bilo veliko na poskušanju nekaj za to, da si optimiral. Zdaj so stvari to kompleksne, da je potrebno razumeti stvari. Skratka, imamo analitično orodje, da analiziramo, vidimo, kaj se dogaja in na podlagi tega, ker vidimo, kaj se dogaja, razumemo, kaj moramo spremeniti. Izzivi s kadri so veliki in še pravzaprav največji na nivoju zaposlenih, ki delajo v proizvodni stvari. Skratka, tukaj se... In to velja ne samo za nas, zdaj sem se vrnil iz Nemčije, kjer imajo podobne izzive, zelo velike izzive. V nekaterih delih proizvodne je taka, da dela tudi v 4-izmenskem delu, rečemo tako, da 24 ur na dan, 7 dni v tednu. In recimo Nemci imajo podobno vrsto tudi proizvodne, kjer je zaželjeno, da proces se ne ustavlja, da kontinuirano teče, ampak enostavno nimajo ljudi in za vikend morajo ustavljati, ne zato, ker ne bi imeli naročil, ker je včasih problem, ker ne dobijo ljudi za to, da bi lahko delali tudi čez vikend. Skratka, to je kar vse evropske velika težava.